Severozahodna Slovenija in slovenske ljudske pravljice. Severozahodna Slovenija meji na Avstrijo in Italijo. Za ta del Slovenije so značilne strme gore in jezera, zaradi strmih gor pa tu živi manj ljudi kot drugod po Sloveniji. Najpomembnejši dejavnosti sta gozdarstvo in turizem. Tu se nahaja največje smučišče Kranjska Gora ter skakalno središče Planica. Najbolj obiskan kraj je Bled, ki je znan po gradu in otoku, na katerem stoji cerkev. V tem delu Slovenije se nahaja najvišja slovenska gora Triglav, ki je visoka 2864 metrov. Je slovenski državni simbol, najdemo pa ga na grbu Slovenije. V severozahodni Sloveniji se je rodil pesnik France Prešeren, katerega del pesmi Zdravljica je besedilo naše državne himne. Tradicionalne jedi tega območja so kremna rezina, kobariški štruklji, bovški sir, kranjska klobasa, potica ter ajdovi žganci. Betica Blegaškega velikana. V starih cajtih se je po Blegaš kvatil velikan, ki je imel tako betico, da je bila sam njegova glava taka, kot en velik škef. Pos pa lahko mislite, kakšen je bil od betice do stopal. Kmetje pod Blegašem so ga sovražili, se jim je kradel živino s hlevov, pa prdelke z njiv. Ta najbolj so se ga pa bal, pa pred njim trepetal pastirje, pa pasterice, se jim je z Blegaških lazov pa frat odnašal koze, jarce, pa govečat. Požbrešen bučman se sploh ni menil, k so jo kal pa stokal, ampak je ukradene jarce, govedočat, živo drv, jo na njihovem ognju mal posmodil, poj pa požrl. Kaj se mislite, kakšen strah je ta požaruk zabul dušo pa srce vseh ljudi v podblegaških vaseh. Rad bi se ga znebel, ampak amben mu, pa da je bil še tok zvit pa nabrit, ni padlo na glavo odrešilna misel. Stara ljudska modrost prav, da je vsake hudobije enkrat konc. No, in tako je dočakal konc tudi Blegaški velikan. Enega dne je en majhen dekelč, ki je pa že pasterica, pasva 3 koze na lazah strnega Blegoša. Sedeva je pod košato bukva pa peva. Poj pa zaslišava, da iz visokmu glasom eden kliče. Poj, ko se je okrog sebe obrniva, pa poslušava, je komaj slišava šloh štimo. Devičca, pastirečca, kab ti vedva, kako sem žejen, a bi pomolzva kozo, da bi me davam pit mleka. Gledova je pa gledova, poslušava pa poslušava, pa žive duše njenkje zagledova. Kje pa s pogledom še pa še iskava, od kje majhna štimca je na bukovem listvu toliko velikmu kot dlan zagledova enega majhnega možicla, ki ni bil nič večji, k pa mezinc na njen rok. Deklica je v pastirskemu otošlu poiskava prazen črep, počepljiva h koz, pa jo pomolzva, potem je pa na prstce se postavva, da je dosegva bukov list, na kateremu se je z eno tenko vejco vred gujsal čuden možic. Na, pa pi, mu je rekla, pa velik popi, da boš zrasel k stok majhen kon mezinček. Palček je pil pa pil, kje je z črepa 3-krat srebnu, je mu že dost. Kuk naj pa tvrnem dobroto, dekelč, je prašal. Če bi bil velikan, več kakor Blegaška,
bi te prosiva, da ga zjagaš požeruha, ki je vsem pod Blegaškem vasem v nesrečo. K pa tok majhen, ti pa tako ne moreš pomagati. Čeprav sem majhen, ga lahko premagam, je zaupal palček. Na, tale ostank mleka, ki ga nisem popil, zli iz črepa na skavo pod bukvo in k se v velikan usedel nano bo v kamenu, rčen, starjen. Dekelč je zlil mlek iz črepa na skavo pod košato buku. K pa se je drug dan Blegašk velikan usedel nano, da bi se v senc počul od jaganja, je koj v kamenu. In ki je bil pa v kamenu velikan težek, se je vsak let globil drl zemljo, prav do vratu. Tako, da mu v današnjih cajtah samo še betica moli iz črne zemlje. Če boste kdaj rinili na Blegaš, boste spodaj pod stoletno bukvo zagledali veliko okroglo skavo, ki je v kameneva betica Blegaškega velikana.